Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru gostimo predsednika Športnega društva Idrija, Mirana Vihteliča, katerega prav lepo pozdravljam v našem studiu. Pozdravljeni. Športno društvo Idrija se primarno ukvarja z badmintonom. Badminton je igra, s katero se v mladosti, predvsem v otroških letih, sreča praktično vsakdo. Ja, res je. Je igra, ki se otroci najprej spoznajo jo na igrišču oziroma na travniku, pred blokom in pred hišo. Je pa to šport, kateri je primarni v dvorani. In prav s tem bolj rekreativno-tekmovalnim badmintonom se tudi ukvarjate pri Športnem društvu Idrija. Kje vse sodelujejo vaši člani? Tako je, v dvorani se ukvarjamo z poučevanjem in tekmovanjem. Sam šport je zelo zanimiv, sploh iz stališča fizične pripravljenosti in tehnične. Je pa res, da naši tekmovalci se udeležujejo, predvsem največkrat smo že štartali z rekreativnim športom, tekmovanji. Potem smo se včlanili tudi v zvezo in od tam naprej se tudi sodelujemo v tekmovanju od zveze, se pravi v vrhunskem športu, badmintonskem v Sloveniji in pri nižjih kategorijah. Omenili ste, da imate v svojih vrstah tudi mlade tekmovalce. Kako visoko mladi tekmovalci vašega društva segajo v slovenskem merilu? Ja, imamo mlade tekmovalce. Tukaj moram poudariti, da večinoma je kot v športno vadbo oziroma kot nek krožek udeleženih. Je pa več perspektivnih, kateri pa že tudi tekmujejo na državni ravni. In moram reči, da sem zaenkrat zelo zadovoljen, da se tudi udeležujejo med 8 boljših v svoji kategoriji. Se pravi, badminton v Idriji ima svetlo prihodnost? Mislim, da ima. Sicer pa pred leti je potekala tudi rekreativna liga v badmintonu. Najbrž vam je aktivnosti malce preprečila stanje glede virusa. Kako je glede rekreativnega badmintona v Idriji? Badminton rekreativni v Idriji je bil v bistvu od samega štarta močen, veliko se udeležuje se jih. Je pa res, mi smo imeli že 18. zimsko ligo v rekreativna tekmovanja v Idriji. Ta žal nismo še dokončali, ker nas je prej tale virus zaustavil. Pričakujemo, da bomo še letos to zaključili, če bodo ustrezni pogoji. Drugače bomo pa štartali z 19. Sicer pa ta malce bolj športno-rekreativno udejstvovanje, vaši člani nastopajo tudi na mednarodnih tekmovanjih. Tako je. V bistvu nekateri so zelo ambiciozni, ali pa lahko rečem, smo ambiciozni in se udeležujemo tudi rekreativnega tekmovanja, bomo rekli, kar je bivše Jugoslavije oziroma Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Makedonije. In tukaj smo tudi prepoznavni kot Idrijci. Lahko rečemo, da nas poznajo tudi na Balkanu. V začetku pogovora sva omenila, da se z badmintonom sreča praktično vsakdo, ampak te lopari, žoge, s katerimi se v takem primeru igramo, najbrž niso primerne za tekmovalni badminton. Ja, v bistvu ne za tekmovalnega, ne. Lahko za rekreativnega, ja. Tam ni ovira, sama oprema. Potem je pa treba, večjo spretnost, moraš tudi artikle prav imeti pri sebi. Tako da se potem srečujemo z vrhunskim tekmovalnimi artikli. In kakšna je razlika med navadnimi artikli in tekmovalnimi loparji? Razlika je, tako pri vsakem športu so materiali. Kot bi rekli pri smučanju, material je tisti, ki ga uporabljamo, isto je pri vseh drugih športih. Material je odločilen, tudi marsikdaj, poleg seveda tekmovalca. Tako da tukaj lahko rečem, tukaj so dva primera.
tekla, dva sta solidni rekreativni lopar, kateri je pač grafit, osnova, že grafitno, bomo rekli tako. Potem je pa že tekmovalni lopar, kateri je pa cel grafit, pa kevlar, in razlika je na videz neopazna med samo igro, je pa razlika predvsem to, da sama mrežica je napeta na 13 kg ali pa nek osnovnik je 8 kg. To je ta razlika osnovna. Je pa seveda tudi, kad bi rekel, finese se pojavljajo, ko so ali je to bolj napadalni lopar, ali je bolj obrambni lopar, lahko je nekaj vmes, ali je za dvojice, ali je za single, oziroma single posamezno tekmovanje. Vse te specifike se potem tudi na loparju izrazijo. To je. Potem je pa, kar je druga osnovna razlika, pa je sama žogica, ki pa navadi za zunaj mora biti plastična, zaradi vremenskih razmer. Potem v dvorano pa tu pridemo že na samo perje, katere večkrat gosje perje, in ta žogica ima čisto drugačen let, in tudi vzdržljivost je pa tudi bistvena razlika. Lahko pri enem rekreativnem tekmovanju, tekmi, vam rekel, lahko tudi 10 žogic menjaš v eni uri. To je pa že nekako tudi finančno pogojeno. Če imam prave podatke, so same žogice tudi namenjene za različne hitrosti. Ja, res je pravilni podatek imate. Tako da žogice so pogojene na bolj ali manj na samo lego zemljepisne širine države, ker je pomembno, da predvsem vlaga pa višina. V Aziji imajo žogice hitrejše, ker je višja vlaga, in na nižji nadmorski višini so, v Sloveniji, v Evropi, je pa to malo razlike. Tako da evropske tekmovanja in azijske tekmovanja oziroma druga so razlika. Je pa tudi, lahko se kupi najmanj 3 različnih hitrostih, kar pa seveda tudi odraža na samo igrišču. Ampak vsekakor pa najbrž gre za šport, ki ne zahteva, vsaj v začetku, nekih velikih finančnih vlaganj. Ja, res je. Kot sem že prej omenil, navadna je oprema, ki imamo zunaj pred hišo, kjerkoli že zunaj, lahko prenesete v dvorano, z njo igrate in tukaj ni nobenega problema, sploh v začetni fazi. Potem se pa stvari, ko imaš malo več želja, kaj bi hotel, kako bi hotel, se pa potem malo apetiti tudi spremenijo. Kako se bi nekdo, ki bi želel začeti se ukvarjati z badmintonom, stopil v vaš kontakt? Kje vas dobijo, kje se vam lahko pridružijo na treningih? Zdaj bom rekel tako, kot otroci oziroma mladostniki, vsak let pozivamo, da se udeležijo naših treningov. To se ponavadi prek plakatov ali prek naše spletne strani, ali preko moderno Facebooka in vseh teh elektronskih socialnih medijih. Potem odrasli, kjer smo včasih že poučevali, tudi vodeno vadbo imeli, da smo jih v bistvu delno poučevali, delno pustili samo igranju, ampak je trenutno to zdaj zaradi pomanjkanja interesa ne izvajamo. Drugače pa poznajo me, več ali manj vsi, tisti, ki pa ne, pa že zvijo telefonsko za mene in me lahko pokličejo. Omenili ste, da je pri badmintonu pomembna tudi fizična vzdržljivost, se pravi, ni samo obvladovanje loparja. Kaj je tista stvar, katera, bom rekel, pri telesu najbolj trpi? So to roke, noge? Bom rekel, če so po statistikah, bom rekel, da je svetovne najbolj problematični so verjetno kolena, gležnji, vse ostalo trpi pa, od glave do pete, glava peče, bolj boli zaradi samega tekmovanja, ampak treba biti fizično dobro pripravljen, ne to samo en del telesa, ampak kompletno telo, ker tukaj je od zgornjega dela
teleso od pasu gor in noge morajo biti v bistvu bolj kot tekmuješ, bolj kot želiš tekmovati, oziroma igrati, bolj moraš biti pripravljen. Zagotovo pa so zelo pomembni tudi refleksi, kajti pogosto vidimo zelo hitro izmenjavo žogic, se pravi, gre za zelo hiter šport. Ja, gre zelo hiter šport. Kakor pravijo, je to najhitrejši šport z loparjem. Žogice so najhitrejše. Žal, sicer to je res, kaj rečemo, 400 na uro se sliši izredno veliko. Ni to žoga do loparja na 400, ampak meter in pol od loparja pa je 400 na uro. Medtem, ko žogice, če lepo udariš jo z veliko močjo, je težko loviti, kar je že tako problematično loviti, kar je že vidiš jo, ne. Drugače pa poleg same moči je zagotovo potrebno tudi dobro poznavanje, imeti dobro tehniko. Badminton je šport, katerega biko sestavlja od glave do pete in glava mora biti taktična, pripravljena na nasprotnika. Moraš biti refleksi dober, moraš biti hitrosten, tako da vse to skupaj sestaviti je, rekel, kompleksen šport. Je tudi zelo tehnični šport, kar tu mogoče noben ne pozna, mislim, z malih pozna. Da se enkrat začnemo z vsemi udarci pravilnimi, je to polno veliko enih zanimivih udarcev. Kakšne so želje, pogled v prihodnost športnega društva Idrija? Kakšne so, rekel, primarne želje? Primarne želje? Bom rekel tako, zaenkrat smo zelo zadovoljni tudi z obiskom otrok, predvsem tukaj želja je, da otroci se spoznajo ta šport skozi oči in noge, da se tukaj moče še malo poveča, ampak ja, zaenkrat smo kar zadovoljni, sem zadovoljen. Potem en primanjkljaj od mladinske kategorije do teh nas malo starejših, da se udeležijo naših tekmovanj oziroma rekreacije. Tisti, ki pa so ostali, oziroma ki pa igrajo že dolgo vrsto let, so pa še zmeraj tu zraven, tako da očitno smo zadovoljni, da lahko to sploh igramo in se veselimo tega športa. Jaz vam želim, da bi še dolgo lahko igrali, da bi v svoje vrste privabili tudi nove igralce in pa da so bi vam želje vezane na to športno panogo tudi uresničile. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled te oddaje in povabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov Studia Idrijskih novic.